Pozdravljeni, no, z vami sem Minka Gantar in danes bom govorila o kandidi. Zadnje čase dobivam kar nekaj informacij oziroma kar nekaj vprašanj, kaj narediti takrat, ko se poruši stanje v telesu, ko enostavno ne veš, kako, kaj se obrniti, kako nekaj narediti, da bo drugače. No in prva stvar, ko pridelamo kandido, takrat je vedno porušen naš notranji mir. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Sprejemam zdravljenje. To je iskati prehod v novo dobo in če si že to ponavljamo, moje telo se zdravi samo. Bolezen pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim? Kateri od nas mi povzroča kronični stres? Bolezen je samo blagoslov, je klic k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne, naj se zdravljenje začne zdaj. No in dejstvo je, da ko smo izven ravnovesja, se enostavno poruši naše zdravje. Zavedati pa se moramo, da mi nadzorujemo sami svoje zdravje in da je samo naše telo zemljevid, ki nam kaže, kje je nekaj treba spremeniti. No in tukaj seveda največ lahko naredimo tukaj le prehrana in vadba, tukaj seveda največ lahko naredimo. Naslednja stvar je pa potem seveda, nekaj je z geni pogojeno, ampak tudi na to lahko sami vplivamo, in mnenje, kako razmišljamo s svojo glavo. No in tukaj se bomo danes zaustavili, ker dejstvo je, da program našega slovenskega naroda je na splošno, da se radi pritožujemo čez druge, se vemo pa slovenski pregovor, ki temelji kar na resnici, če bi fovšarija gorela, ne bi bilo potrebno drv in tako naprej. Potem pa samo podoba, ko sebi govorimo, da nismo dovolj pametni, lepi, da smo grdi, da smo predebeli, da smo presuhi, da imamo preveč gub, da imamo prevelik trebuh in tako. V glavnem, česa imamo preveč, česa premalo, v vsakem primeru nezadovoljstvo. In vse to povzroča kronični stres in ta kronični stres nas ubija. No, potem pa še od zunaj pridejo razni dejavniki in če se znajdemo v vrtincu, da na eni strani tukaj družina, potem pa služba, v službi ljudje, ki pritiskajo na nas, enostavno ne zmoremo več. No in potem še razni te dediščine naše družine. Prej sem že rekla, bod tih pa potrpi. Je ena od takih stvari, ki sigurno prepričan, ki ne vpliva na dobro naše počutje. Ker bolj, ko smo tiho in trpimo, slabše se počutimo v svoji koži. In recimo, po vojni seveda je bila lakota, ampak zdaj, če gledamo, to je zdaj že toliko časa od takrat, ampak še vedno ene in iste stvari ponavljamo. Pojej vse, pomisli, koliko je lačnih po svetu. In mogoče vi tudi svojim otrokom razlagate, naj pojejo vse, ker so v Afriki lačni. Ampak dajmo pogledati z druge strani. Če jaz pojem vse, kar je na mizi, koliko bo več sitih v Afriki? Pač niti eden, zaradi tega, ker če se jaz do mrtvega najem, zaradi tega ne bo nihče bolj sit, razen da mene boli želodec. No in naslednja stvar se moramo zavedati, da potem pa začnemo iskati krivce. Kdo je kriv? Starši, ker so me tako vzgajali, ker mi niso dali ljubezni, sistem, država, šola, ker me je zatirala, šef, sodelavci in tako naprej. In ne nazadnje se spravimo na partnerja, da je on kriv, ker nas ne podpira in tako naprej. In to so prepričanja. No in s tem se veliko ukvarjam. Kako reprogramirati podzavest? Kako spraviti ta negativna prepričanja? In naslednja stvar, kako počistiti dediščino družine. Recimo v moji družini je dediščina sladkorna bolezen in prepričanje, bodi tiho in potrpi. No, nekdo drug ima recimo neke zamere in recimo v družini se pojavlja kar naprej rak. To pomeni, da je dediščina njegove družine enostavno rak, nekaj treba spremeniti. No in dejstvo je, da prvi obliž, ki sigurno pomaga, je odpuščanje. Odpuščanje je tisto bliž, ki pomaga. Ampak kako odpustiti, če se nam je nekaj strašnega naredilo? Ni tako enostavno. In vemo, če nam nekdo nekaj hudega naredil, da to odpustimo,
pomeni, da ga blagoslovimo. Poglejte, blagoslov je eno od najmočnejših čustev, kar jih obstaja. Blagoslov pomeni, da če iz srca rečemo, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš, pomeni, da res želimo, da je srečen, da je srečna, ampak hkrati pa želimo tudi sebi, da smo srečni. No in kako preveriti tale podzavestna prepričanja, o tem bom naslednji video snemala, ampak danes pojmo skozi predstavitev, ker bi rada razložila o Kandidi majčkeno bolj. No in zdaj pogledamo, kje se zatakne. Že tukaj, kako se pogledamo v gledalo in mogoče vidimo sebe, fajn bi bilo, da bi se boljš videli, ampak po večini se vidimo slabše. In po drugi strani poglejmo otroke. Otroci so srečni, so lahko majčkeno preveč okrogli, pa so srečni v svoji koži. In tukaj se mi že ujamemo. A znate ta trenutek povedati, da meni mi je všeč? Kaj je na vas vam všeč? Dobro znam, najboljša sem v čem, najboljši sem v čem. Ker se zataknemo v to, da nisem dovolj dobra. In ko nisem dovolj dobra, takrat enostavno se kritiziram za stvari, ki mogoče nikdar ne bodo prišle. No in potem telesna teža. Zanimivo je, lejte, raziskava Ameriškega inštituta za boj proti raku je ugotovila, da kadilci živijo dlje kot ljudje s prekomerno telesno težo. A veste zakaj? Ker kdor ima prekomerno telesno težo, največkrat posega po slabi hrani in slaba hrana je tista, ki povzroča, da imaš pomanjkanje hranilnih snovi. Po drugi strani ti pa slaba hrana, se pravi hrana, ki ima ogromno sladkorjev in škroba, povzroča, da prednostno porabljaš vitamine, minerale in hkrati futraš kandido. No in v glavnem, zdaj pa kako pod prvo spraviti iz svoje podzavesti negativna prepričanja. V glavnem, prva stvar je, da se napišemo, to sem jaz delala že leta nazaj, na eno polovico lista napišemo vse, kar me moti. Se pravi, moti me moj trebuh, celulit na stegnih, moti me vse, kar vas moti. Napišete na en list papirja. No in v glavnem tukaj že vidim, da je ena napaka, imam mladostno kožo. Če vas moti zguban obraz, potem recimo moti me slab odnos s partnerjem, lahko si napišete moški partner, ki me ljubi, je potrpežljiv, ljubeč, pozoren, velikodušen, vesel. Vse tisto napišite, kar bi vi želeli pri vašem idealnem partnerju. Potem moji starši me samo kritizirajo, moja družina me podpira. In kako zdaj to spraviti v svojo podzavest? Dejansko pred spanjem si preberite in čeprav na začetku vam bo vaš program govoril, vaš glasek vam bo govoril, no daj no nehaj, kaj nakladaš, pa saj veš, da to ni res. Ampak po drugi strani pa s časoma, s ponavljanjem, mi dosežemo to, da se pogreznejo ti programi v podzavest. No in zdaj pogledamo en primer, kako naša podzavest usmerja na vse to, kar mi mislimo, kako dejansko deluje. Če vam ta trenutek rečem, zamižite in vam rečem, ta trenutek ne smeš misliti na čokolado. Ne smete misliti na čokolado in ne smete niti odpirati tistega predala, kjer imate spravljeno čokolado. Niti ne smete dati koščka čokolade v uste. Jaz vem, da imate že polna usta sline, ker razmišljate o čokoladi. In dejstvo je, da o tem, če mi rečemo naši zavesti, ne smeš, zdaj pa nič več ne jem, zdaj pa nič več sladkega, naše telo dobi informacijo, hočem samo sladko. Zato, lejte, naložiti si nov program v svojo podzavest je dejansko kar zanimiv projekt. Prva stvar je ponavljanje. Pred spanjem si poveste, kaj si želite. Dobro. Druga stvar je, jaz ko sem to delala, sem si posnela na diktafon stvari, ki jih jaz želim v svojem življenju. In tudi, če na začetku nisem verjela v te nove programe, da denar preteka k meni v slapovih obilja, da meni vse uspeva, da imam idealno težo in tako naprej, s časoma se programi naložijo v podzavest in tukaj noter začnejo delati spremembe. To je tako kot semena, ki začnejo rasti. Ampak, kje se pa pojavi problem?
Problem se pa pojavi, ker imamo v bistvu še vedno slabe programe nekje v svoji podzavesti. No in mi imamo centre. Jaz tukaj v možganih vam ne bom razlagala, kje imamo center za podzavest, ker jo nimamo, ampak mi imamo celični spomin. Dejansko preko centrov, tukaj je epifiza, pol je pa tukaj hipofiza in tukaj je pa na vrhu možganskega debla je pa hipotalamus in potem grejo sporočila vsako celico našega telesa in dobesedno to vpliva na naše programe. In ko se nam nekaj slabega zgodi, se te programi dobesedno pogreznejo vsako celico našega telesa. To dokazuje, recimo, če pogledamo, ko so ljudem presadili srce, transplantacija organov, ravno to sporoča, da ljudje, ki dobijo nov organ, dobijo tudi nove navade, nove okuse, želijo si drugačne hrane, kot pa prej. In je dejansko program v organu noter. No in mi, če želimo podzavest reprogramirati, tukaj obstaja zdravilna molitev, s katero prosimo, da se odkrijejo podzavestni programi in jih presvetlimo z novo energijo in se dobesedno naložijo novi programi v našo podzavest. S to molitvijo sem jaz sama šla na to, da sem odstranila, počistila slabe programe iz podzavesti, kot je občutek izkoriščenja, kot je občutek tudi zavrženosti. Vse to sem s to molitvijo dobesedno reprogramirala. No in to si preberete parkrat na dan in dejstvo je, da ko spremenimo smer našega razmišljanja, se dobesedno v našo podzavest naložijo novi programi. Grejo tukaj noter novi programi in ti novi programi dobesedno vplivajo na to, da drugače razmišljamo. No in zdaj pogledajte, želja je zame ukaz, tvoja želja je zame ukaz. Odrekam se vse negativnosti. Jaz sem vesela, vse je dobro, jaz sem super. Moč besede jaz sem je neverjetna. Če uporabljate moč besede jaz sem, ali pa še močnejše je, dovoljujem si, da postajam vitka. Dovoljujem si, da postajam vsak dan bolj uspešen. Dovoljujem si, da postajam vsak dan bolj mirna, miren. Jaz sem mir. Jaz sem dobrota. Glejte, če si dobrota, potem ne moreš delati slabo. Če si ljubezen, ne moreš povzročati zla okrog sebe. Če si resnica, ne moreš lagati. In dejstvo je, da je mogoče čas, da začnemo živeti v drugačnem svetu, v bolj pozitivnem svetu. No in predvsem se moramo zavedati, da to, kar mislimo o drugih, je dejansko naše ogledalo. Ko drugim govorimo, ti manipuliraš z mano, govoriš o sebi. Jaz sem tak, ki razmišljam o manipulaciji. Ko govorimo o drugih, ti si tisti, ki povzročaš same težave. Ne. Obrnimo, jaz sem potem tak, ki povzročam težave. Ko govorimo o drugih, drugi so, ne vem, izkoriščajo ljudi. V sebi nosimo seme izkoriščanja. To je dejansko mi nosimo v sebi. No in dejstvo je, da vse to, kar mi delamo, kar razmišljamo, se nalaga v našo podzavest. No in o tem sem dejansko pisala v knjigi, Ko imajo hormoni žur. No in zdaj, če gledamo, če imate težave na tem predelu srca, dejansko je povezano z ljubeznijo, pa ne toliko do drugih, kot z ljubeznijo do sebe. Ljubim sebe, spoštujem sebe, znam se postaviti za sebe. Kaj čutim? To je ena stvar, kjer se enostavno moramo vprašati. In zdaj, če razumemo, pogledajte, ženske, ki potlačimo svoja čustva in ki imamo težave s tem, da ljubimo sebe, začnemo zbolevati prav na tem področju vnetja nožnice, špikanje pri srcu in ponavadi težave z izražanjem in začne se dogajati, da začne nagajati ščitnica. Tako da dejansko, ko vse skupaj zmnožimo, seštejemo, pridemo do zaključka, da nas življenje uči čisto preproste lekcije.
da se naučimo ljubezni do sebe, da se naučimo izražati svojo resnico, da zaupamo toku življenja in da si dovolimo čutiti in da vemo, kdo smo. Ker če mi tega ne naredimo, se začnejo bolezni in začne se bolezen na tistem področju, kjer smo najbolj šibki. No in zdaj bomo mi točno to pogledali. Odpuščanje je ključna zadeva in začne se pa radosti. Koliko radosti občutim v svojem življenju? Ali zmorem občutiti radost ob tem, ko sije sonce? Takrat že gre. Kaj pa takrat, ko pada dež ali pa sneg, ko je megleno? Dejstvo je, da srčna energija seva več kot meter okrog nas in je 500-krat močnejša od moči uma in magnetnega polja možganov. Srčna energija je tista, ki je najmočnejša. In dejansko prav na tem predelu srca je center, hormonski center, timus. Timus stimulira imunski sistem. In bolj kot smo žalostni, bolj povzročamo zakisanost našega telesa. Bolj kot smo žalostni, povzročamo nenazadnje raka. Bolj kot smo žalostni in brez volje do življenja, utrujeni od življenja, bolj povzročamo sami sebi bolezni srca in ožilja. Tako da res je radost do življenja ključnega pomena in veseliti se. Poglejte otroke, ki enostavno so. Ja, seveda pomislite, njim ni treba plačati položnic, njim ni treba skrbeti, kje bojo živeli, za njih je poskrbljeno. Ampak iz svojih izkušenj vam povem, da je tudi za nas poskrbljeno. Ko upamo prepustiti nadzor stvarstvu in ko upamo reči, vodi me stvarnik ali pa vesolje, peljte me tja, kjer je zame najboljš, se stvari zgodijo. Jaz vam povem to iz svojih izkušenj, ker enostavno se začne v življenju dogajati čudeži in si rečeš, wow, a je to možen? In takrat si pa res lahko hvaležen, ker si rečeš, ja, nekaj lepega se dogaja. No, tako da, zdaj pa prav tale timus. Kaj ga stimulira? Stimulira ga radost, po drugi strani ga pa stimulira materina dušica. To je timijan. Timijan je tista začimba, ki pomaga pri tem, da si dvignemo imunski sistem. Zato prav pri otrocih, ki kašljajo, ki imajo porušen imunski sistem, jim z materino dušico masiramo prsi, takrat, ko težko dihajo, ko kašljajo. Hkrati pa materina dušica, to je odličen čaj za popiti, za pomirjanje, prav za povečevati srčnost. No in dejansko timijan je, veste, takrat pijte ta čaj, ko se vam ruši svet okrog sebe. Takrat enostavno potrebujete, da imate več poguma, več moči in več srčnosti. No in takrat, glejte, ko smo izven ravnovesja, pa začne telo sporočati. In to je moja zgodba. Leta nazaj sem padla v en čustven vrtinec in ne samo, da se mi je na poslovnem področju vse rušilo se mi je tudi na osebnem področju. In začelo se je dogajati, da sem imela kar naprej ženska vnetja, pa sem šla k zdravnici pa je rekla, ja, imate težave doma. Ja, normalno, da jih imam, če imam kar naprej vnetja. Ampak to je bila samo posledica. Vzrok je bil v mojih zakisanih mislih, ker enostavno sem imela toliko problemov glede nadrejenih, glede posla. A veste, ko se ti ruši vse okrog sebe, enostavno si v negativni energiji in samo razmišljaš, kje boš dobil dovolj denarja, kaj boš naredil. Hkrati so bili otroci neprestano bolni takrat. Kaj se mi je še dogajalo? 2-krat sem šla s malima hčerkama, enkrat celo z rešilcem v bolnico. Šlo se je dobesedno za življenje. Odnos takrat z mojim možem je bil porušen, mislim, grozljivka. In zdaj poglejte, kako se ti začne vse skupaj kazati. Otopelost, mrzle roke in noge, pogosti glavoboli, vrtoglavice, siljenje na jok, žalost,
Ponoči nisem spala, vrtel se mi je v glav, imela sem seveda prizadete nohte, imela sem, seveda spolna nemoč, predvsem nobene želje po spolnosti, bolečo menstruacijo, zapeko, se pravi zaprtje, napihnjenost. Zrodila sem se, seveda, pol si še bolj nezmožen, nezadovoljen v svoji koži. V glavnem počutila sem se sesuto in kar naprej sem bila prehlajena. Nerada pomislim na tisto obdobje, ampak res ni bilo krasno. In ko si v takem obdobju, kaj treba nekaj spremeniti? Prva zadeva, ko razumeš, da začne odlično zdravje usihati, da ta utrujenost že kaže, da si blizu bolezni in če ne boš nekaj spremenil, te bo enostavno posrkalo v sebe. In takrat je čas, da začneš kaj delati, postavljati sebe na prvo mesto. Zdaj pa kako ponovno vnesti v mir v svoje telo? Spomnim se tega obdobja, da je dejansko bila moja največja želja, da bi občutila zopet mir. Da bi občutila, veste, tisto, da me neha stiskati v prsih, tisto občutek nemira, ki enostavno ne veš, kako se boš odločil, da bo prav v življenju. No in dejstvo je, da vse to sem rešila, zdaj pa kje začeti. Prva stvar, se moramo razumeti, da mi ljudje smo energija in da, poglejmo samo mavrico. Ko mi spektar, ko se lomi svetloba pod spektrom, nastane mavrica. In dejansko to so barve čakre. Poglejte, modra, potem je vijolična, modra, glejte, zelena, rumena, rdeča, oranžna. In točno tako grejo naše čakre pri našem telesu. Točno tako. In dejansko, če mi razumemo, kako nastane mavrica, svetloba plus voda. Se pravi, če za začetek vnašam več tekočine v moje telo, sem že nekaj naredila. O čem smo govorili prej? O čaju iz materine dušice. No, še en čaj, ki vam bo pomagal pri tem, da se bo zmanjšal stres, to je čaj iz zlate rozge. Tako da v glavnem tudi zlata rozga deluje ne samo na nadledvično žlezo in na čiščenje ledvic, deluje na čiščenje jeter, vnaša moč jetrom, vpliva na čiščenje strupov iz ščitnice in vpliva pri nasplošnem dvigu imunskega sistema. Tako da v glavnem 2 čaja lahko zmešate med sabo, če imate pa še hormonske težave, vam pa šarman priporočam pa čaj iz črne detelje. V glavnem to najdete v moji knjigi na koncu, na zadnjih straneh knjige boste najdeli recept za tele zelišča. Čakajte, bom jaz samo pokazala vam točno stran, povem v knjigi, ko imajo hormoni žur. Odprete knjigo na strani, zdaj odpiram knjigo, da vam bom povedala točno stran, na strani, se pravi, tukaj je, na strani 379. Imate točno kombinacijo zelišč, ki vplivajo pri tem, da se začne izboljševati tudi hormonsko stanje našega telesa. No, potem pa gremo naprej. Se pravi, rekli smo, da bomo več pili. Na 25 kg telesne teže popijemo 1 liter vode ali zeliščnega čaja. Se pravi, imamo 50 kg, 2 litra vode. Imamo 75 kg, smo že na 3 litrih. Tako da prva stvar je to. Naslednja stvar pa se moramo zavedati, da bolezni so doma v črevesju in ko sploh kandida, to napihnjenost, ki izvira prav iz črevesja, mi najlažje odstranimo s tem, da začnemo, zdaj pa pojdimo na rešitve. Kaj moramo na začetku narediti, da bomo vse tele strupe spravili iz našega telesa ven? Poglejte, telo hoče na en način spraviti strupe ven in ko ne zmore črevesje spravljati strupe iz telesa, priskoči pač na telo na pomoč. Hemoroidi, boleči sklepi, celulit, bradavice, bolečine v možganih, v bistvu depresija, razdražljivost, pozabljivost. Vse to telo kaže, da je nekaj treba nujno ukrepati, da spravimo ven iz telesa vse te strupe. Če gledamo, telo je krasen sistem. Ko ga podpremo? Samo črevesna sluznica, poglejte, 400 kvadratnih metrov površine,
8 metrov dolga cev. In ta sluznica je narejena tako, da pomaga telesu pri razstrupljanju. Ampak, ko pa strupi vstaja v telesu in ko je zabetonirano črevesje, se strupi potem usrkajo nazaj v telo. In to mi moramo preprečiti, da ne grejo strupi preko kože. In tudi ljudje, ki imajo težave z kožo, dejansko je vzrok v tem, da enostavno črevesje ne opravlja svoje funkcije. No in zdaj poglejmo, kaj je treba prvo stvar odstraniti iz svoje prehrane. Vse belo, vse, kar je škrob, bela moka odpade. Lahko uživate seveda polnozrnato moko, še boljš seveda pira ali ajda. Zelo nizek glikemični indeks ima ta, predvsem, glejte, med je zdravo živilo, ampak ima preveč sladkorja. Glikemični indeks ima okrog 70. No in naslednja stvar, zdaj pa gremo točno na rešitve. Po etapah. Če želimo urediti želodec in želodčno sluznico, prva stvar potrebujemo, aloja je tista, ki obnavlja želodčno sluznico, kdor ima pa preveč kisline, bi mogel dnevno jesti korenček ali pa piti korenčkov sok. Zelo priporočam, zdaj pa grem tudi majčkeno na prehranska dopolnila. Zapomnite se tole, Betagard, o tem bom še govorila. Betagard vsebuje snovi, ki obnavljajo želodčno sluznico, deluje pa tudi proti na razstrupljanje. In o kalciju bomo tudi kar še nekaj govorili. Zdaj, kdor ima pa premalo želodčne kisline, pa seveda C-vitamin. C-vitamin pa pomaga pri tem, da se strupi izločajo iz telesa. Tukaj je C-vitamin s postopnim izločanjem. Kakšna je razlika med vsemi temi poplavami C-vitamina? Veste kaj, ta ima 6 do 8 ur časa, da se v telesu sprošča. In druga stvar, je naraven. Je iz šipka in iz ameriške češnje acerole. Dodani so bioflavonoidi iz limon, iz pomaranč, iz brusnic, iz robidnic in dejansko je koncentrat, ki je naraven, 100% naraven. Ena tabletka vsebuje 180 mg C-vitamina, ampak tudi ob izteku roka uporabe, dejansko svežega, ki vam ga jaz pošljem, imate 300 mg C-vitamina na eno tabletko. Zdaj pa naslednja stvar je pa prebava. Da uredimo prebavo, potrebujemo pa probiotične bakterije. Čim več poskusite s hrano. Glejte, imamo tukaj zelnico, je tukaj vse, kar je fermentirano, fermentirani mlečni izdelki in tukaj recimo kefir, kislo mleko, jogurt, seveda čim več tega dajte s hrano. Potem pomaga pri sami prebavi zeleni čaj, jejte dovolj vlaknin, brokoli, česen, čebula. No, kaj pa, če tega ne morete? Prav pri kandidi vam priporočam česen in čebulo, zaradi tega, ker veže nase oziroma prav pomori te slabe bakterije v črevesju. In zdaj, če ne zmorete, seveda vam priporočam prehransko dopolnilo. Glejte, tukaj je komplet to, kar vam bi priporočila pri kandidi. Probiotiki, kalcij pa magnezij, zaradi tega, ker kisline grejo ven. Betagard, zato ker pomaga pri razstrupljanju na celični bazi. In to je nekako taka osnova za to, da spravite črevesje v ravnovesje. No in sploh česnove tabletke. Glejte, jaz imam to doma kot domačo lekarno. Ker dejstvo je, da kako boš otroku oddal česen? A je možno, da 2-letni otrok je česen, svež? Jaz pri mojih teh otrocih nisem uspela tega narediti. Vam pa povem, kako sem delala s česnovimi tabletkami. Enostavno sem jo zdrobila in čez sem dala čokoladni preliv. No, to je pa uspelo otrokom spraviti v želodec, ker dejstvo je, da to je naravni antibiotik in pomaga pri vnetju tudi grla, pri preveč sluzi, takrat, ko otroci kašljajo. Tudi otroci imajo lahko kandido, ker dejstvo je, da če dobijo parkrat zapovrstjo antibiotike in kar naprej so prehlajeni, mogoče je vzrok v kandidi. Moja srednja hčerka, ki je imela kar precejšnjo alergijo na koži, zadaj je bila vzrok kandida. Ja, seveda, večkrat smo bili na antibiotikih, ker je imela vneta ušesa. In potem iščeš rešitve, vidiš pa, da je tvoj otrok kar naprej bolan. No in česen je v bistvu ena taka naravna zadeva, ki pomaga pri tem, da zavira rast glivic, seveda pomaga tudi pri nižanju pritiska, pri boljšem počutju, pri boljšem spominu. Česen je direktno za spomin. V glavnem in za vse tiste, ki imate ženske težave,
v nožnici, ne dajete si često v nožnico, ampak pomaga pri tem, da dela nevtralen pH faktor in s tem se ne morejo več razmnoževati bakterije. Potem pa minerali. Kalija največ dobite v peteršilju in v bučnih semenih. Banane in krompir sicer vsebujejo nekaj kalija, ampak vam ga absolutno ne priporočam, da jeste banane, zato ker imajo previsok glikemični indeks in to pomeni, da na ta račun si boste vnesli preveč sladkorja v vaše telo. In kdor ima pomanjkanje kalija, depresija, a veste, se pogosto zgodi, da enostavno ti grejo stvari na živce. Več peteršilja, zastajanje vode v telesu mogoče ne morete shujšati in povišan krvni tlak. Ne govorim o tem, da je treba manj soli, ampak več kalija, zato dajte začeti delati zelene smutije iz peteršilja. Potem naprej magnezij. Magnezija največ dobite v mandljih. Mandlji so zakon, vam povem. Mandlji pomagajo pri tem, da se bo stanje začelo izboljševati in imam stranke, ki poročajo, ki so začele na dnevni bazi uživati mandlje, da dejansko se jim je njihovo hormonsko stanje začelo izboljševati in da so popustili špikanje pri srcu in krči. No, v glavnem, največ dobimo seveda v bučnih semenih in mandljih, tudi v ostalih oreščkih. Predvsem je pa pomembno, da razumemo, da magnezij je tisti, ki veže naprej kalcij, kalcij pa pomaga pri razkisanju telesa. In seveda, če imate hormonske tablete, strupi ostajajo v telesu, kar je slabši izkoristek. No, potem imamo pa kalcij. Kalcija pa seveda največ dobimo v mlečnih izdelkih, ampak tudi v mandljih. Poglejte, dejstvo je, da kalcij je ključen pri tem, da pomaga pri razstrupljanju. In kdor ga ima premalo, občuti bolečine v mišicah. Nespečnost se pojavlja, neenakomerno bitje srca. In seveda kalcija, poglejte, ki ga največ dobimo, zelje, orehi, brokoli. Tukaj imate 3 živila, ki so direktno za razstrupljanje. No in naj vam povem, tukaj je kalcij pa magnezij z vitaminom D3. Tega jaz sem opazila, ko sem imela kandidiazo, sem jih jedla tudi po 9 na dan, 3x po 3 in dejstvo je, da se je stanje mojega telesa začelo kaj hitro izboljševati, predvsem vrtoglavica in špikanje pri srcu. To se je takoj poznalo, v parih dneh je bilo že boljše, ker dejstvo je, ko imaš pomanjkanje kalcija, strupi ostajajo v telesu. Še eno stvar vam moram povedati. Če ste kofetarce, kava izplavlja kalcij iz telesa. No, tako da v glavnem, to vam priporočam, glejte, poceni je, stane dobrih 15 € in dejstvo je, da je 180 tabletk noter in res pomaga pri tem, da se počutimo dobro. Še to, če se magnezij veže, ker tukaj je vezava kalcij in magnezij, deluje na to kot vžigalca, se tvori energija in to pomeni, da pospešuje hujšanje. No, D3 vitamin, ki pa noter, pa pomaga pri tem, pri psihičnem počutju, ko imate pomanjkanje D3 vitamina, imate menstrualne krče in spet kalcij, magnezij z D3 vitaminom pomaga pri tem, imate težave z nohti, se vam nohti lomijo in predvsem imate psihične motnje. Tako da, ljudem, ki manjka D3 vitamina, so razdražljivi, popadljivi, vse jim gre na živce in tukaj v bistvu za par evrov dobite rešitev in še to je naravna in taka, ki se vsrkava. No, v glavnem, kavo treba dati stran za tiste, ki imate težave s kandidiazo, alkohol absolutno. Homogenizirano mleko, to je tisto mleko, ki ima več kot pol leta rok uporabe in vse, kar je aluminija in čim manj uporabljajte plastične embalaže. Zdaj pa eno stvar, amalgamske zalivke so pa dvorezni meč. Če vi naenkrat greste odstranjevati vse amalgamske zalivke, se vam bo začelo dogajati, da bojo te strupi šli dodatno v vaše telo in bojo povzročali še več težav. Zato, če menjate plombice v zobeh, menjajte eno maksimalno na mesec. Bolj pogosto absolutno ne in takrat nujno rabite češče Betagard. Betagard pa pobere ven vse težke kovine, ki so v vašem telesu. No, zdaj imamo pa tukaj seznam živil, ki pomagajo pri razstrupljanju. No, in zdaj tukaj, če gledamo vse, kar ima faktor
plus pomaga pri razstrupljanju. Blitva, brstični ohrovt ni najboljši, cvetača, čebula, česen, fižol, grah, hren. Tukaj imate povezavo, seznam živil, ki vas pozdravijo. Seznam živil, ki vas pozdravijo. Če kliknete na to povezavo, boste dobili točno to preglednico in si jo lahko naložite na svoj računalnik. V glavnem, kar bi rada poudarila, fižol je za razstrupljanje, čičerika je za razstrupljanje, bučna semena za razstrupljanje, ampak po drugi strani bel riž, poglejte, kako zakisa telo. Ržena moka še vedno zakisa telo, orehi zakisajo telo. Tako da te dejavniki so kar zanimivi. Recimo jajce kuhano zakisa telo, goveje meso zakisa telo. Ampak zanimiv je pa podatek, če jeste goveje meso in hkrati kislo zelje pa močno razkisa telo, se te kisline izničijo. No, tako da v glavnem, mango, mandarine razkisajo, pomaranče razkisajo, češnje, breskve, vse to je za razkisanje. In limone. V glavnem, dejstvo je, da tukaj imate povezavo, dajte klikniti seznam živil, ki vam pomagajo pri tem, da grejo strupi iz telesa. No in tukaj vam bi pa rada predstavila Betagard. Betagard je pa prehransko dopolnilo, ki pomaga pri tem, da grejo točno težke kovine iz telesa. Vsebuje karotenoide, E-vitamin, to deluje na maščobni del celice. C-vitamin in selen delujeta na vodni del celice. Potem je pa tukaj cink in bakar, ki razstrupljata telo. Cink, bakar, selen, jod pomagajo pri tem, da grejo težke kovine iz telesa. Potem so tukaj vitamini B, ki pomagajo pri sami presnovi in pomagajo pri obnovi poškodovane DNK. Potem je pa tukaj magnezij, ki je vžigalca, kot smo rekli, in krom, ki pomaga pri tem, da imamo manjšo željo po sladkem. Krom je tisti, ki preprečuje, da dobimo tisto željo po cukru. Tako da to vam res priporočam, stane dobrih 20 € in dejstvo je, da Betagard, to je stvar, ki meni najbolj pomaga, če mi žmigajo neke mišice po obrazu, vzamem 3 tabletke Betagarda in pomaga pri tem, da se stanje začne izboljševati. No, druga stvar, ki jo pa moramo razumeti, pa da vsa sladka hrana, vse to, kar zakisa telo, povzroča tudi nihanje sladkorja. Sicer tole bom zdaj na hitro preletela, to je svoja debata, ampak hočem vam samo povedati, da tisti, ki smo občutljivi na sladkor v živilih, non-stop občutimo lakoto. In vse, kar vsebuje visok glikemični indeks, povzroča še več želje po sladkem in hkrati mi futramo kandido. Tukaj se dejansko pogovarjamo, vsa hrana, ki ima nizek glikemični indeks, pomaga pri tem, da uravnava tudi vrednost kandide. Se pravi, tukaj gremo na polnozrnate zadeve, gremo na čim več sveže hrane, zdrave hrane, da razkisa telo. Dejansko nižji, ko ima glikemični indeks, lažje boste si pomagali pri tem, da boste razkisali vaše telo. In s tem, ko ostaja sladkor v ravnovesju, tudi kandida nima več moči nad vami in enostavno nimate več želje po sladkem in počutite se odlično, vaše telo se začne razstrupljati. No in dejstvo je, da moramo razumeti, da naše telo, temelj našega dobrega počutja, je urejena prebava. In danes sem govorila predvsem o prebavi. Dajte podpreti vaše telo s probiotiki, s česnom in predvsem dodajte Betagard. Seveda vam priporočam, če ste psihično utrujeni, dodajte Formulo 4 in če vidite, da vam možgani ne delajo tako, kot bi mogli, dodajte dobro maščobo omega 3. Dejstvo je, da stvari se dajo pomagati. Ja, včasih s hrano ne gre in ja, da smo pripeljali izven ravnovesja, smo se pripeljali zaradi tega, ker smo malo pozabili na sebe. No in včasih je pač treba malo telo podpreti, da lahko spet začnemo normalno funkcionirati. Zato začnite sebe postavljati na prvo mesto. Dovolj počitka, dovolj vode, pozitivno razmišljanje, vsak dan, da se nadihate zraka, če ne druga, jaz delam tibetanske vaje
In hrana naj bo vaše zdravilo, ne pa vaš strup. In poskrbite zase in veste, kaj opažam? Opažam, da lažje pozitivno razmišljam, takrat, ko imam dovolj hranil. Lažje razmišljam dobro. Lahko greste pogledat pomanjkanje B-vitamina. Glejte, dejstvo je, da kandida nas zažira in ko imamo pomanjkanje B-vitamina, se počutimo izžete, se počutimo razdražljive, popadljive. Pomanjkanje B12 vitamina nas pripelje do tega, da se obnašamo, kot da nismo mi. Tudi pomanjkanje D-vitamina nas pripelje do tega, da smo sesuti. In tukaj, glejte, je paket vitalnosti Pro-Vitality Plus, ki vsebuje vsakega pomalo, če pa dodate tukaj še šejke, imate noter še hranilne snovi za obnovo. No in seveda, cilj je harmonija. In en stavek, ki je meni lep. Danes delam red v svojem duhu in pripravljam prostor za nove pozitivne misli. In včasih je treba kaj pospraviti, kakšen odnos odstraniti iz svojega življenja in začeti majčkeno drugače. Postaviti sebe na prvo mesto in se začeti spet čuditi življenju, zato ker življenje je lepo. Zato, prosim vas, postavite sebe na prvo mesto. Vem, da ni enostavno, tudi sama sem bila tam, ampak splača se. Zato imejte se radi. No, z vami sem bila Minka Gantar. Za več informacij seveda spletna stran srečnoživljenje.com in seveda, če želite, pokličite me 030 202 808, sploh takrat, ko rabite več informacij, z veseljem vam bom pomagala, da se vaše stanje, vaše zdravje začne obračati na pozitivno stran. Tako da, lep pozdrav in vam kmalu pošljem spet kakšno pozitivno novico.